Jaz predlagam, da kar začnemo, zato ker je to dolg film in da bomo imeli več časa za govor. Upam, da je tole že vključeno, vse ne slišite, ne? Z nami je dr. Igor Grdina, profesor Igor Grdina, doktor slavističnih in doktor zgodovinskih znanosti in velik poznavalec kulturnega življenja, pisec številnih razprav, pisec tudi libretov, oglaševalec oziroma se oglaša, da ne bom rekla oglaševalec, se oglaša tudi v zvezi z trenutnimi situacijami v kulturi, v družbi sploh. Mislim, da nam bo lahko veliko povedal, pa bi za začetek vprašala, kako bova rekla v tem pogovoru Lincoln. Jaz sem celo slišala na internetu in jo izgovorjalo Abraham Lincoln. Skratka, kako v tem govoru v slovenščini pred javnostjo, kako bo? Ja. Kako je prav? Prav je verjetno marsikaj, ker ima ameriška angleščina precej variantne in če je tisto merodajno, potem lahko marsikaj izgovorimo. Zdaj, slovenski pravopis je pa zelo strog, kar zadeva, ne bi bilo pa čisto navadno Lincoln. Čisto prav, to je bila, kar z Lincolnom nadaljevala. Ja, začetek tega filma, bi mogoče vi kaj več lahko povedali o tem govoru, ki ga tukaj govorita vojaka oziroma drugi govorijo in ki je eden najznamenitejših govorov v ameriški zgodovini, sploh govorov in zelo pomembno. Ja, v bistvu je to tudi najkrajših velikih govorov, dejansko je bil popolnoma reproduciran. To je recimo dokumentov, na katerih sloni demokracija Združenih držav Amerike. Ne mogoče vedno takšna, kot je v praksi, ampak takšna, kot naj bi bila. Ta govor je seveda predsednik Lincoln imel ob obletnici Gettysburške bitke, torej v prvi obletnici, to se pravi tistega odločilnega spopada, ki bi odločil lahko seveda vojno mogoče v drugo smer, kajti 63. leta se je vojna vsekakor že nagibala na stran severa, cel Mississippi je že nadzorovala zveza, pa marsikatero pristanišče. Torej, je pa res, da če bi takrat jug uspel nekako zavzeti prestolnico, da bi se lahko stvari obrnile drugače. Torej, zadnja možnost za takšno res triumfalno zmago juga je bila tukaj pri Gettysburgu pač recimo zaigrana, sicer so pa to Američani tudi upodobili v mnogo filmih. Gre seveda tudi za enega izmed legendarnih, ampak v tem pomenu, da se prenaša sporočilo iz roda v rod, ne da je kaj izmišljeno dogodkov ameriške zgodovine. Tako kot seveda sam predsednik Lincoln je tudi takšna osebnost. Predvsem konec tega govora je najbrž tista srž, to se pravi by the people, for the people. Ja, da vladavina ljudstva za ljudstvo in od ljudstva ne bo izginila z obličja sveta. Vse je, mislim, veliko pove podatek, da je recimo George Gershwin imel v načrtu uglasbitev tega govora. Prozni govor, pa vendarle ima takšno
recimo, ja, svetopisemsko ritmiko, da se to pravzaprav da napraviti. Sej Lincoln je navsezadnje gor rasel ravno ob seveda tudi Bibliji, ne. To je bil, recimo, bilo merilo dobrega sloga in med ljudmi, ki so prihajali pač iz takšnih krogov kot on, ne, kajti on ni prihajal iz tistih najvišjih krogov vzhodne obale Združenih držav Amerike, ampak je bil kar precej v notranjosti, ne, in bil je seveda tudi kompromisni kandidat, ne. Pravzaprav največjo moč med republikanci je imel njegov državni sekretar Seward, ne, ki ga tudi tukaj v filmu vidimo, ne, ki je seveda tudi bolj odločen zagovornik odprave suženjstva in ravno zaradi tega seveda ni mogel zmagati na volitvah, ne. Takrat so tudi iskali enega kandidata, prvič republikanska stranka, da bo lahko demokratsko večino premagala, ne, in je bilo treba poiskati nekega kandidata, ki bo zadosti zmiren, pa vendarle drugačen od demokratov, pa še srečo so imeli, seveda, ker so se takrat demokrati razcepili. On je 16. predsednik Združenih držav Amerike in prvi republikanski predsednik. Ja, no, če čisto smo zdaj formalistični, se je demokratska stranka najprej imenovala republikanska stranka, takrat, ko je Jefferson jo ustanovil, ne, in potem je seveda ta stranka v prvi polovici 19. stoletja imela daleč največjo moč. Zadnje Jefferson je bil iz sužnjelastniške države in je bil eden redkih očetov Združenih držav Amerike, ki je bil torej sužnjelastnik oziroma se je lahko sprijaznil s suženjstvom, ne. Na koncu je navsezadnje tudi bankrotiral, ne, so imeli tisti njegovi sužnji prav žalostno vlogo, ne. Si tudi o Jeffersonu je nekaj filmov, ne, tudi o njegovih zvezah s sužnjami, ne. In seveda to vprašanje je že od vsega začetka seveda delilo Združene države. Večina očetov Združenih držav je bila seveda čisto jasno proti suženjstvu, samo skupaj so pa lahko nastopili proti britanski kroni, ne, ampak se veste, tudi v Evropi, vsej Evropi ni bilo nič prizanešeno, ne. Recimo francoska revolucija je ravno tako razglasila, kako so ljudje po rojstvu enaki in tako dalje, ampak ko je bilo pa treba to v francoskih kolonijah uveljaviti, ne, na Haitiju recimo, so se pa stvari zelo zapletle, ne, na francoskih ozemljih dejansko so ukinili v praksi suženjstvo z Napoleonovim dekretom, ampak ne takrat, ko je bil on glavno obdobje cesarstva, pač pa šele v 100 dneh, ko se je on hotel prikupiti državnikom zbranim na Dunajskem kongresu, kjer Anglija je bila velika zagovornica odprave, torej suženjske trgovine, pa katoliške države ravno tako, ne. Zdaj Napoleon je bil pa kot nekakšen uzurpator, ne, takrat je poskušal nekaj napraviti, ne. Saj ne gre čisto za isto, ampak gre za to, da se ne trguje več sužnji in če jih ne morete novih, pravzaprav ne, potem to je obsojeno na odmrtje, ne. Je pa reč seveda nekaj drugega tudi, ne, ta 60. leta so bila zelo emancipacijska v svetu, ne, kajti 2 leti prej, kot je Lincoln s tistim dekretom za čas vojne odpravil suženjstvo v deželah oziroma državah, kjer so v uporu proti vladi Združenih držav. To seveda za tiste sužnje lastniške države, ki so pa ostale v zvezi, 3 so bile, ni veljalo, ampak samo za uporniške, ne.
No, ampak leta 1861 je ruski car Aleksandar II. Osvobodil ruske tlačane, ki so živeli v zelo podobnih razmerah. Skratka, Lincoln je bil v tistem glavnem toku tistega časa. In seveda, Rusija je bila pravzaprav avtokratska dežela, tam je bilo vse odvisno pravzaprav od carjeve volje. Če je car ugotovil, da tako več naprej ne gre, potem je bilo še toliko bolj jasno, da je to suženjstvo pa takšne oblike odvisnosti zelo zastarela. Seveda, za Lincolna je bila to predvsem moralno vprašanje, ne vprašanje učinkovitega vodenja vojne. Kako je pa pri njem ta ideja sploh se razvijala? Saj prva je bila bolj zmirna, predvsem tam, kjer se je Amerika širila, ne bi bilo suženjstvo. Natančno tako. On je bil izvoljen na recimo neki platformi, da suženjstvo ostane v državah, v katerih je že, se pa ne sme širiti proti zahodu, torej proti Kaliforniji. Kajti Združene države so pač 1848 leta si priključile ogromno ozemlja tam med skalnim gorovjem in seveda Tihomorsko obalo. In vprašanje je bilo seveda, kakšen bo sistem na teh ozemljih, ki so počasi se organizirale v države. In seveda Lincoln je bil, če bi mogoče do secesije ne prišlo, bi mogoče 13. amandma zaplombiral suženjstvo v tistih deželah, v katerih je že obstajalo. Njemu se je zdelo seveda suženjstvo od vsega začetka popolnoma nemoralno. Ampak bil je tudi seveda praktičen politik, ker če ne bi bil politik, ki bi mislil, kako bo izvoljen, kako bo izvoljiv, potem seveda ne bi mogel napraviti niti tega, da bi zavrl oziroma preprečil širitev suženjstva. Potem, ko je pa seveda izbruhnila vojna, ko je prišlo do seveda secesije, ki je on ni priznaval, vse smo v filmu tudi videli, prostor južnih držav je ozemlje Združenih držav, ki ga obvladujejo uporniki. Ne pa, da bi oni vzpostavili tam zakonito oblast. In ravno zaradi tega je potem on kot vojni ukrep po bitki pri Antietamu, po prvi takšni večji zmagi severa na tem glavnem bojišču razglasil ta ukrep. Tukaj se vidi, da ni šlo za ukrep, ki bi tudi poskušal ustvarjati videz, da gre za to, da je sever zdaj v zadregi in da si ne more drugače pomagati, kot s tem, da napravi zmedo v sovražnih vrstah. Ampak je to napravil po zmagi kot neko pričevalo o moči severa, mi se za to bojujemo in jaz kot predsednik to ukazujem. Seveda je pa to bil ukrep v času, ko traja upor, dokler ga on v skladu s svojo prisego ne zaduši, ker ameriški predsednik priseže, da bo varoval in ohranil ustavni red in seveda tudi lastnino Združenih držav Amerike. In to je takrat on seveda na skrajni meji zakonitosti tudi lahko napravil. Z veljavnosti od 1.1.1863. Ampak vojna med severom in jugom je bila tudi ekonomska vojna. Niso bila to samo moralna vprašanja v ozadju tega spopada ali pač.
19. stoletju, ko proces modernizacije pravzaprav skokovito napreduje, bilo jasno, da svobodni trg je tisto, kar zmaguje. Jug se je čutil seveda ogroženega, v svojih tradicijah, v to, kar sploh jug v Združenih državah je, v svoji identiteti in tako dalje. Čisto ekonomska vojna, to je zelo težko reči. Kdor je marksist, bo seveda to trdil, ker pač po tej ideologiji ekonomija poganja vse in je vse izraz ideologije. Samo stvar je pa tudi takšna, če bi bil izvoljen kakšen enoten demokratski predsedniški kandidat, pa bi lahko vojna odpadla. Kje bi zdaj bila ekonomija? Če bi bil kakšen izmed tistih republikanskih zmernih kandidatov, saj se tudi takšni ponujali, videli smo pač eno skupino tudi kongresnikov, ki so bili seveda pripravljeni sklepati mir, bi tudi vojna, ne glede na recimo vse ekonomske razloge, recimo odpadla. Samo suženjstvo bi pa še naprej propadalo in verjeli ali ne, v južnih državah, teh uporniških državah, v konfederativnih državah so odpravili suženjstvo čisto ob koncu vojne za osebe, ki se gredo bojevati v vojsko konfederativnih teh držav Amerike. To se pravi, črnci so lahko tudi tam postali svobodni, torej moški, če so postali vojaki. Tako da na vse zadnje jug je pa tukaj ukrepal iz čiste stiske, ker ta vojna je bila pa izjemno okrutna. Torej, pravi izumitelj totalne vojne je bil general Sherman, ki je, pravzaprav se to vidimo v Vrtincu, kako so požgali, torej, kako so požgali tam kaj, torej Atlanto. Ja, potem seveda, to je pravzaprav pas ozemlja 40 kilometrov po širini, kjer je šla torej Shermanova armada, to je bilo samo pogorišče, ker so vse zakurili, kar se je dalo proti atlantski obali. To je pravzaprav prvi primer v modernem času takšne totalne vojne. Ampak takšna je lahko samo vojna med bližnjimi sorodniki, torej med brati. Mislim, ti so se sposobni veliko, mogoče bolj okrutno poklad v nič kot kakšni drugi ljudje, ki pač pridejo navzkriž, en potem zmaga, ampak nekako potem... Bolj strastine v tem sovraštvu. Gotovo. Zaradi osvoboditve, ker so osvobodili črnce na jugu, se tudi ta film začne verjetno s tem pogovorom, s tema dvema črnima vojakoma. Ja, kaj se je kuhalo scenaristom v glavi, to seveda ne vemo. Zdaj, knjiga, po kateri je glavni zaplet napravljen, je pa tudi eno imenitno pričevanje modernega zgodovinopisja. In seveda tam notri takšnih dialogov ne najdemo. Gre pač seveda za igrani film. Če že napeljemo zdaj v to smer stvar, se marsikaj v filmu, da se dobi pravi dramaturški lok, filmska napetost, se kaj zgosti, pa kaj seveda tudi razširi. Pa ste videli, ko so glasovali, je bilo sončno vreme. Ko je oni, torej član poslanskega doma prinesel svoji partnerici,
ste pa videli, da je že snežilo, ne, in je bilo silno oblačno, ne. V filmu je to lahko tako in to tudi dobro učinkuje, ne, samo realistično pa seveda ni v tem, torej posneto po življenju, ne, ampak recimo, ne, če gledamo z te strani, sej sama politika pa tudi ne bi bila torej zanimiva, sej zakaj so taki monumentalni spektakli mogoče imajo omejen rok trajanja, ker prikazuje pač seveda samo eno plat, ne, zdaj pa tukaj pa se mi vendarle zdi, ne, da hočejo tudi Lincolna kot človeka prikazati, z vsemi njegovimi omejitvami, sej ste videli, on na vse zadnje tistim črncem ne odgovori popolnoma jasno, kako si predstavlja njihovo enakost, ne. Kaj to sploh enakost pomeni, ne? Ko pa vendar ne vemo, da so si ljudje, smo si različni, ne? Vsak malo drugače zgleda, zato pa je tudi samo svoj človek, ne? In še marsikaj drugega, ne, ostane recimo nedorečeno. Čist nam je pravzaprav podoben, ne, ampak s to človeško dimenzijo, ne, pa tam, ko se igra seveda z otrokom, ne, in podobnimi stvarmi, potem film postane seveda mnogo bolj človeški in tudi seveda na neki način pa tudi bolj monumentalen, ker se pokaže pravzaprav marsikdo to zmore, ne, kar je on eden izmed nas, pravzaprav seveda ni bil popolnoma eden izmed kakorkoli, ne, ampak. Kako pa vi ob takem filmu razmišljate o tej vlogi posameznika, tega, ne vem, karizmatičnega posameznika v družbi, njegova moč, ki si jo en sam človek pravzaprav pridobi in celo vzame. Zdaj, zelo strogo, če odgovorim na vaše vprašanje, ko gledam film, si nič ne predstavljam, ker poskušam gledati film, ne, ker če ne izgubim, ne opazim tiste, recimo, pripovedne tehnike filma, tudi, ne, recimo igre svetlobe, sence, kako je kaj napravljeno in tako dalje, ne. To pride vedno potem, to, recimo, razmišljanje, kako je prikazano, kaj, zdaj posameznik, ne. Jaz se globoko strinjam z tem, seveda največjih zgodovinarjev, ki jih je bilo kdajkoli hodilo po zemlji, torej Gibbonom, ki pravi, da zgodovina, človeštvo vladajo imena. Ta teorija o ljudskih množicah, da te delajo zgodovino, je romantična. Vsakdo v tej množici ima svoje ime in priimek, lahko je neka majhna zgodba, ampak če ne bi bil on, bi napravil pač stvari drugače. Tako pa je bil mogoče v soglasju z mnogimi, nekdo je pa seveda tudi to moral voditi. Sej priznajmo, da marsikdo od nas se ne čuti sposobnega za kakšen šefovski položaj. So ljudje, ki se čutijo sposobni za vse, ampak smo pa tudi drugačni, ker vemo, da smo recimo popolni kaoti v organizaciji. In zdaj predstavljajte si Lincolna kot nekega ideologa, predstavljajte si njega z nazori pač tega, ki je najbolj recimo se radikalno zavzemal, bil prepričan popolna enakost, ne. Kako bi pa ta recimo vodil vojno? Ker to je vprašanje, koliko ljudi pridobiš za sebe in koliko malo jih odvrneš od sebe, ne. In tukaj je seveda bil Lincoln pravi velikan, ne. Sej, če vzamete recimo marksistične spise, ne, zlasti Engels, ne, je bil, se zelo navduševal nad vojsko. Kaj sta Marx in Engels pisala o Lincolnovem vodenju vojne? Kakšen nesposobnež je to? Samo vprašanje je, kaj hočete? Ali hočete zmagati in hočete potem
in vam je vseeno, ali imate požgano zemljo, ali pa hočete seveda napraviti mir. In napraviti takšen mir, da bo lahko trajal. Torej, jasno, da zmagati, samo ne tako, da tisti, ki izgubijo, ne bojo mogli v tistem, kar se bo vzpostavilo, najti tudi nekaj zase in najti svoje možnosti. Ne? In zaradi tega mogoče je tudi seveda vojna trajala nekoliko dlje, ampak Združene države so pa lahko seveda obstale in tudi recimo iz tega starega juga, ne, se je potem razvil New South, ne, in recimo, kaj strem, ne, se je tudi preobrnil, ne, danes je jug republikanska trdnjava, ne, republikanska stranka je precej drugačna od te Lincoln pa Teddy Rooseveltove stranke, ne, ki sta bile izrazito takšni stranki, ki sta vnašali novosti v ameriško življenje. Ne. Sam po drugi strani pa sej, a ni republikanska stranka tudi danes takšna, da vnaša neke novosti. Sej demokratska se zavzema bolj za tisto, kar je seveda znano. Pa vendarle ni seveda konservativna, recimo v evropskem pomenu besede, še manj seveda reakcionarna, ne, da bi hotela obnoviti kaj starega. Ne. Zdaj seveda, ne, kakšna je zdaj vloga osebnosti. Zgodovina ni eksperimentalna veda, mi ne moramo vedeti, kako bi se obnesel recimo Seward kot vojni šef. Ne moramo vedeti, kako bi se Stanton, recimo vojni minister. Gotovo bi oba bila sposobna zmagati v vojni. Ne. Zdaj, verjetno tile radikalni abolicionisti pa ne, ker bi imeli premalo pristašev, premalo tiste mobilizacijske moči, ne, in tako dalje. Ne. To ne moramo poskusiti, lahko seveda domnevamo, ne. Ampak sej, to ima vsak, morda recimo precej svoj pogled, pač odvisno kakšne ideale ima. Ta veličina, ne, veličina se vidi tudi v tistem trenutku, ko prav nobenega obešanja več, ne. In všeč bi mi bilo, če bi ti pa ti kar malo se to razgubili pa všli, ne. Ja, to je tudi zgodovinsko izpričano, ne, torej za Jeffersona Davisa, predsednika konfederacije, je Lincoln v resnici tako rekel, najboljše, da mi odide za hrbtom, ne, ampak ni ušel za hrbtom, ne, so ga prijeli, je imel proces, ampak to ni bil maščevalni mir, ne. Čeprav je pa seveda res, ne, da je republikanska stranka potem kraljevala v drugi polovici 19. stoletja v Ameriki, tudi zato, ker so imeli v teh južnih državah prisilne uprave, ki so bile seveda večinoma republikanske. 1876 je dejansko zmagal demokratski predsednik, ampak je bil potem vseeno na tak način torej zelo čuden, izvoljen pa republikanski. Kaj pa to pomenilo takrat, ta prisilna uprava? Ja, pravzaprav, ne, vsaka država v Združenih državah Amerike ima pač svoj kongres. Zdaj, komu vi in s kakšno dinamiko potem, ko pride obnova, dajete volilno pravico, ko ga recimo zadržite, se ste videli, ne? Lincoln je gledal za to, da se ni zlagal. Zato južni poslanci niti niso smeli priti iz ladje. Ni bilo v Washingtonu. Bili so tam na ladji, ne? A čim bi postopili, on ni se, v tehničnem smislu se seveda ni zlagal, ne? Ampak je seveda malce pomagal za to, da se ni zlagal, ne? In na takšen način se da takšne stvari, pač, ker demokracija v veliki meri seveda procedura, ne? In na proceduro pa lahko vplivate, če imate svoje ljudi. Kaj pa to lobiranje pa kupovanje glasov? Ni še bilo lobiranja. Ne, ker torej, beseda lobiranje nastane
v naslednjih dobi neko general Grant postane predsednik Združenih držav, ne. Njegova administracija je bila znana po takem dovolj širokem koruptivnem odnosu, ne. In ko je general Grant prihajal potem hotel na večerjo, so vedno ga čakali tam v predsobi v lobiju prosilci, ne, tako kot so se tu pač drenjali v Beli hiši, ne. In potem je enkrat bilo Grantu tega dost, pa je rekel, izumil besedo lobist, ne, rekel, vrzite mi te preklite lobiste ven, ker pač bi kozarček rad seveda srknil, ne. On je bil znan kot konzument viskija, ne, tako da Lincoln ni se pozanimal, katero znamko pije, ker bi nekaj zabojev rad kupil za druge generale, ki niso zmagovali, ker edino Grant je od začetka zmagoval. Kupovanje glasov? Ja. Kako v demokratičnem Poglejte, v tehničnem smislu ga ni bilo. Okrepili ste tamle tega, da dobi službo. In zdaj tile seveda, torej volitve leta 1964 so izpadle za demokratsko stranko katastrofalno, ne. In ker je ravno takrat pač Sherman osvojil Atlanto, Grant je se ukopal tukaj pri Petersburgu pa Richmondu, ne. In je bilo jasno pravzaprav, kakšen bo dolgoročno izid vojne, ne. In seveda so potem vsi glasovali perspektivni, tisti, ki so hoteli nekaj napraviti svojih karier za republikansko stranko. Lincoln je seveda jim tudi pomagal, ker za svojega podpredsednika je dal demokrata, torej Andrewa Jacksona, ne. In zdaj je bil to korupten način zmagovanja, ali pa je bil to način zmagovanja, ki ga morate v vojni uporabiti, ker mora narod ostati nov. Recimo, pogledajte, potem v prvi svetovni vojni je Woodrow Wilson napravil to napako, da je vodil vojno kot stvar svoje stranke, demokratske. Franklin Roosevelt v drugi vojni tega ni ponovil, ne, je imel vojnega ministra iz republikanske stranke in mornariškega ministra iz republikanske stranke, ne. Torej, in Lincoln je na podoben način seveda potem 64. leta pristopil, ne. In zdaj, prilika je bila pa seveda lepa ravno zato, zakaj? Čemu se je Lincoln hotel izogniti? Zato, da bi tistim, ki so tako zelo zmagali leta 64, ko bi ti sedli v klopi, bi seveda takoj dvignili roke za to. Samo, potem bi on bil odvisen od njih, potem bi oni bili faktor. Če je pa to, je bil pa to njegov projekt, je tudi simbolno je bil to potem njegov projekt, ne. In zaradi tega, ne, da bi on tudi svojo avtoriteto okrepil, kar je pa seveda njemu bilo treba, kajti, kot je bilo rečeno, 600,000 mrtvecev, veste, kaj je to? To je gromozanska številka, ne? Takšne vojne pravzaprav takrat, v 19. stoletju, ni bilo. Torej, edino v Paragvaju je bila še ena hujša vojna, ker so imeli enega norega diktatorja, pa je napadel Brazilijo, Argentino, pa Urugvaj, ne, Paragvaj, ne, in potem je ostalo na ta deželi 28,000 moških še po tisti vojni. Samo tista je bila v 19. stoletju recimo še strašnejša, ne. In torej Lincoln je gotovo računal predvsem seveda na to, kar je tudi naloga predsednika Združenih držav Amerike, ne, torej, da ohrani in razvija zvezo. To je njegova naloga in v tem duhu je tudi poskušal delati in seveda mu je uspelo. On ima na to enotnost in moč skupnosti, ne, je vedno gradil in ima tudi v govorih to, tudi tisto, ko prav hiša, ki je počena, je razdeljena, ne more obstati, ne. Ja, ampak to je iz Biblije. To je iz Biblije.
In narod, ki je razdeljen, mora postati, ali bo eden postal tisto, kar drugi, ali bo drugi postal tisto, kar prvi misli. Skratka, kje je tle ločnica med, kako bi rekla, med možnostjo, med totalitarizmom in med pogledom, da mora biti narod enoten. Svoboda je sama sebe sposobna omejiti, če je svobodna. In je postane svoboda, če to človek sam sprejme. Če mu je pa to vsiljeno, potem pa to ni več svoboda. In zdaj, seveda, Lincoln je ukinil neke klasične državljanske pravice za čas vojne. To seveda je bilo tako, samo ni pa dopustil recimo nekega vojnega režima v svoji državi, tistih državah, ki so mu ostale torej zveste. Kot vidimo, tudi ni ukinjal suženjstva v državah, ki so ostale zvezi zveste. Samo potem je pa, ravno zato je seveda tudi potreboval ta amandma, ker potem, ko ga ratificira določeno število držav zveze, potem postane ta amandma seveda dokončno sprejet. Torej, ratificiran, ker sprejet je z glasovanjem. In zato je tudi prikazano seveda, neko pravzaprav vse glasovanja so dolgočasna stvar. Tukaj je pa prikazano seveda kot ta bitka demokracije, ki je ravno seveda tako groba in tisto, kako se umiješ tudi v umazani vodi. Vsem noben nima iluzije o tem, da so politiki bolj pošteni kot mi, kvečjemu glede na to, da so višje kot mi, bi lahko domnevali, da uporabljajo močnejša sredstva, kot jih uporabljamo mi in lahko razvijam dalje. Sej več ali manj mislim, vsi mislimo enako, pa ne bi bili nevljudni. Ampak, kako, torej tudi na položaju, kajti kot pravi Lord Acton, oblast kvari. Absolutna oblast kvari absolutno. Zdaj, kako v taki situaciji ostati vendarle nepokvarjen? Pa delati, lumparije, sej to, da ladje ne spustiš, ali pa da morajo oni pa čakati samo da ti lahko rečeš, da jih ni in da ne veš, kdaj bojo, če bojo. In pač ne veš, sej. Nikoli nisi nič vedel, ne veš. Ne spomnim se, ne vem. Ker, če bi rekel, ne spomnim se, bi bilo že narobe, ker bi vedel, ne vem, in kako to izpeljati, v tem se seveda pa ločijo osebnosti med seboj. Sej marsikateri, recimo tudi diktator, je recimo pognal stvari ne samo naprej, ampak tudi v smer svobode. Sej Napoleon je kot prvi konzul svoj kodeks uveljavil, torej moderno pojmovanje državljana, pravzaprav, ampak vendarle je bil diktator. Prišel na oblast državni udar. Lincoln ni diktator. Ima veliko moč. Sam ve, da hodi po neki meji, nad prepadom pravzaprav, ne ve čisto dobro, ali je popolnoma zakonito tisto, ali bi vsak pravnik potrdil, da je zakonito. Veste, ker tudi pravo je pa takšna stvar. Otto von Bismarck je rekel, karkoli bom naredil, enega profesorja prava bom že našel, da bo rekel, da je to v skladu s pravom. Torej,
boljši so profesorji prava, ker so cenejši kot advokati. In seveda, kako vendarle ostati diktator v takšnih situacijah. Mislim, da film tu lepo pove s človeškostjo. Zdaj vidite tam Lincolna, kako obravnavati prošnje za pomilostitev. Zdaj, v vojni to ni tako zelo enostavno, ker s tem lahko zrušite disciplino. Vojska pa je takšna stvar, da disciplino seveda rabi. Rabi pa tudi viski, kot je Lincoln to točno vedel. Ja, tam je krasno je rekel, sej, če ga ubismo tega fanta, mu da bomo nič pomagali. Ne njegovim, pa ne tudi Združenim državam Amerike, samo očitali so mu, da je premil. In zdaj, načelnega odgovora na vaše vprašanje verjetno ni. Ne moramo se postaviti recimo izven nekega konkretnega dogodka. Sej, recimo, pogledajte, v drugi svetovni vojni je Velika Britanija ravno tako imela cenzuro kot Tretji rajh. Samo nekje je bil cenzor Goebbels, nekje je bil pa Nicholson. Torej, življenjski standard britanskega delavstva se je znižal bolj kot življenjski standard nemškega delavstva. Malo seveda tudi zato, ker je bil življenjski standard britanskega delavstva takrat višji kot nemškega, pa si lahko bolj seveda zategnil. Ampak vendarle je iz tistih situacij bilo popolnoma jasno, kdo je diktator in da recimo Winston Churchill ni diktator. No, seveda, in tako dalje in tako naprej. Tudi, da vsi diktatorji niso bili enaki. Tudi to je ali pa tudi seveda, jasno, vsi demokrati niso enaki. Kaj vam pomaga v vojni? Nesposoben. Pa seveda, kako dobiti vojno? Najboljše, seveda, najhitreje, ker to je najmanj žrtev. Ampak pa se pa znajdete v vlogi Harryja Trumana. Vreči bombo ali jo ne vreči. In kakšen je odgovor? Kje lahko to zdaj potegnete? Se tudi o tem je ne en imeniten film napravljen. Ampak vse povsod se pokaže, da imajo tisti, recimo temu tako, pozitivni liki, pa ne diktatorski liki, vendarle mnogo več dimenzij, torej sprašujejo se, dvomijo, niso herojski, torej mogoče so zaradi tega seveda manj veličastni, motijo se. Recimo, če boste vzeli zdaj pred to filmsko produkcijo, filmu Lincolnu, ali pa vsaj dva dobra v Churchillu smo videli, ali pa v Che Guevari. Razlika je v tem, da Che Guevara se nikoli ne moti. Ne naredi nobene neumnosti, pravzaprav. Medtem ko Churchill predlaga takšne neumnosti, da se lahko seveda samo smiš. Ima čudaške življenjske navade. On ni heroj. Lincoln tudi ni neki heroj, da bi vedno imel prav. Čeprav ima prilično mnogokrat prav, ampak v zgodovini ni imel tolikokrat seveda tudi ne prav. Pa vendarle je napravil tiste velike stvari in samo on jih je, zdaj, a bi jih lahko še kdo drugi, lahko razpravljamo o tem, ampak faktom je, da jih je on. Faktom je, da so mu drugi pa seveda tudi pomagali. In seveda razlika med diktatorjem in
recimo demokratom, tudi v teh situacijah je, da demokrat vendarle poskuša, da je glede na svoje odločnosti in na svoje sposobnosti, pa svoje tudi preseganje svoje okolice, vendarle z nekim soglasjem se vprašuje nenehno, kaj to pomeni za njegove ljudi, pa ne samo za njegove ljudi. Medtem ko diktator vidi samo zmago. Samo zmago. Ne? Ker se samo na ta način lahko kot to, kar je, obdrži. Ne rabi soglasja. Lincolnu pa je važno, kaj ljudje mislijo, važno mu je tudi na vse zadnje, se ste videli pri tem, ne, zdaj v spodbujanju, da ne bom rekel podkupovanju, ne, je važno, da tisti, ki bo prestopil v republikansko stranko, to ne napravi zdaj, vsem na očeh, ampak da bo to dvopartijski projekt. Ne republikanci plus nek 2-3 odpadniki demokratski, ampak tisti, ki je še demokrat zdaj, ne, pa bo po volitvah, ne, sej lepo ni, seveda ni lepo, ne, ampak včasih ne koristno, zdaj korist lahko upravičuje, ali pa seveda tudi ne, ker kakšne koristne stvari so lahko za nekoga ali pa za večino koristne, so za druge nesprejemljive in jih popolnoma onemogočijo. Zdaj ima pa večina vedno prav. Seveda nima prav nikakor ne od Sokrata naprej, to vemo, od tistega primera. Ne? In takih primerov je še in še. Sam verjetno je treba od primera do primera iti. Ne da se tako načelno kot neko recepturo. Če ne bi bila zgodovina sila uporabna, ne, ker bi bila to kot ena kuharska knjiga, pogledamo taka metodologija, tako bomo ravnali, to se ne da. Je pa ta film z igralcem Daniel Day-Lewis je pravzaprav tisto, kar je. Mislim, da njegova vloga, tako kot je narejena, nam daje to možnost, da začnemo čutiti, razmišljati, se identificirati, imeti dvome z njim, ker je tu ena neverjetna vloga. On je sam nekje rekel, da on ve, da ni Lincoln, ne? Ampak da dopušča možnost, da je en del njega tako narejen, da se lahko res tako identificira s tem likom, da na neki način je Lincoln. In se mi zdi, da je res moral tako čutiti, ker je ta vloga, kar pravite, no, potem, kot tudi človek, ki ima rad gledališče. Mene je tukaj, ne vem, če je kdo drugi bil še tudi pozoren, tistih par sekvenc, ki Lincolna pokaže od zadaj. Torej, ko ne more z obrazom povedati, kdo in kaj je, ampak s hojo pove. Torej, s tisto pravzaprav neko negotovo hojo, ne? To ni hoja človeka, ki ve, kam gre naprej, ampak se to tudi on potem pripoveduje o tem, vse ne vemo čisto natančno, kaj nam bo prinesla ta osvoboditev sužnjev, ker osvoboditev sama na sebi, a je že svoboda, velikokrat se izkaže, da ni. Ne, se pogledajte, torej, da je prvi črnc prišel, torej Afroameričan, prišel sploh v Belo hišo drugače kot služabnik, je bilo torej šele po letu 1900 Teddy Roosevelt je prvi povabil na kosilo enega črnskega izobraženca in reakcija je bila takšna, da tega celo on, ki je bil tako zunaj serijski, nikoli več ni ponovil. In pogledajte, potem
Truman je moral kot potomec jugu naklonjenih ljudi, vojsko poslati pravzaprav, torej po drugi svetovni vojni, da so lahko se črnci, ki so se bojevali za Združene države Amerike, takrat še v posebnih enotah, sploh prišli do nekih formalnih državljanskih pravic. To traja silno dolgo. Zdaj seveda ni ta Lincolnova negotova hoja ali pa malce tudi smešna, ali pa popolnoma monumentalna, ena krasna metafora, ker seveda film ali pa gledališče ima pred recimo romanom eno recimo prednost, da tam vam ni treba z toliko besedami opisati, ampak lahko samo z izrazom na obrazu, z gesto poveste popolnoma vse, ali v operi pač z melodijo, ali je duro ali molo akord, takoj ustvarite razpoloženje. In seveda tu pa svetlobo in sencami. In zdaj tukaj seveda od Hollywooda, ki je danes pač v celotni Ameriki, pričakujemo perfekcionizem. In tega perfekcionizma je seveda tukaj kar precej. Pa ne glede na to, zdaj je nagrajeno z takšno ali drugačno nagrado, jaz mislim, da nas v tem filmu nič ne moti. Čeprav roko na srce je pa tudi zelo propagandističen za American way of life. Torej, to vidimo. Mislim, tudi če gledate glasbo, kakšna je, se je tudi velemojster je opisal. Torej, kako se ustvari ena takšna vendarle atmosfera. Torej, z globokimi godali. Tukaj ne boste nekih flautra bil ali pa kaj takega, ampak to vas bo usmerilo v takšen način razmišljanja, da se vam to ne zdi ne bombastično, ne patetično. Poglejte, tisti prizor, tam, ko se ta govor Lincolnov ponavlja, bi lahko bil napravljen, pa izpadel zelo, zelo patetično. Torej, popolnoma neživljenjsko. Jaz mislim, da je na meji, ker prav prepričljiv tisti prizor, vsaj meni ni, jaz ne vem, kako je na vas učinkoval. Intimni prizori, pravzaprav, pa tam, ko Lincoln pripoveduje te zgodbe, se bi znam kot pripovedovalec, te zgodbe, za katere najprej misliš, da nimajo blage veze z dogajanjem. Sej, recimo, jaz govorim toliko, da tako veste, enkrat profesor, zmeren profesor, pač ni treba razlagati, si bi lahko predstavitvi izpustili. Ko se je on, recimo, ko so se začeli pogajati z temi uporniki, torej z tem podpredsednikom konfederacije, predsednik konfederacije, podpredsednik rekel, kaj dela sploh iz formalnih vprašanj cirkus, da vztraja na tem, da so oni uporniki na ozemlju Združenih držav Amerike. Vse zgodovina pozna primere, ko se je zakoniti vladar pogajal z uporniki ali kakorkoli jih je imenoval in jih je štel za sebi enak. In da to se je angleški kralj Karl I, Charles I, pogajal. Pa Lincoln je na to rekel, to je škoda, da tega prizora ni, ker bi bil zelo učinkovit, je rekel, v zgodovini nisem ravno doma, ampak vem pa dobro, da je kralj potem izgubil glavo. Ampak verjetno, da bi se tukaj vsi zasmejali in mogoče potem bi bil zrušen ton, ker to je vendarle bolj pri koncu, to je dejansko, ta film ima nek dramaturški problem, torej vrhunec je glasovanje, seveda, in zdaj kako napraviti,
da po glasovanju še vendarle ne pobegnemo ven in da se nam ne zdi nekaj dolgočasno. Ne. In zdaj tu so prvič pač tele prizori, ne, bojišča, kdo pa ni pretresen nad čem takim, pa tudi če veš, da je to uprizorjeno. Ne, vi mižite ob takih prizorih, pa jaz pa gledam dol, no, mislim, ker ja, jaz priznam to, ne, mislim, jaz sem nekoč za medije tudi priznal, da imam do nogometa popolnoma feminističen odnos. Pa so pa vprašali, kaj izmislim s tem, ja, ljubi Bog, ne. Ni vsak za vse, ne. No, in če pogledate film, po tem vrhuncu traja še kar 20 minut, ali mogoče skoraj pol ure, ne, ampak vendarle ne moramo reči, da stavi na, recimo, na kakšne poceni efekte. Poglejte si, torej umor predsednika. Veste, kakšna scena je to? To temu, recimo, če bi bili v operi, se nobeden skladatelj ne bi temu odrekel, ker bi tukaj lahko bil res vrhunec, ne? Ja, ampak film pa ima drugačno dramaturgijo, ne? Nekaj tudi seveda, da vas pripelje, ne, v neko potem, ko greste iz dvorane, da pridete spet v normalno življenje, ne. To je jasno, ne. Sam se pravim, ne, o tem se recimo samo poroča, ne, ampak ne moramo pa reči, da je to kaj manj učinkovito, ko vidite otroka potem, ki grabi tisto gledališko, torej tam, ne, ograjo, ne, in a ni povedano s tistimi rokami, seveda, vse, kar je treba, da mi vemo o tem, ne, ker mogoče bi se pa više razjokali, ne, ali pa, ne vem kaj, ne bi nam bilo enostavno, ne, težje bi potem tudi vodil zdaj letale pogovor, ne, tu se vidi, ne, na delo res mojsterska roka, dramaturška, ne, tudi pa res ne, da iz zgodovine je to včasih silno težko ustvariti, mogoče zato, ker so nekateri dogodki ravno tako slikoviti in vas takoj zapelje, da v kronološko logiko, ampak to je pa ljudska igra, ne? Ja, ta scenarij je dobil Oskarja, Lincoln ga je dobil žena, Tommy Lee Jones, ta kongresnik, ja, kongresnik, ja. Ja, ne vem, zakaj se prevaja vedno spodnji dom, ker je predstavniški dom, ne, je to. Zdaj, če prav vem, je anahronizem tudi to, da je kupolo že imel takrat, ravno takrat so jo postavljali te dve kongresni kupoli, ne, ker dejansko sta dve. Kljub tem je scenografija tudi dobila Oskarja. In seveda skrivil. Ja, gospa, kak bi pa bilo pravzaprav, da bi ta monumentalni dogodek, da se ne bi odvijal, ne, pod tudi temu primerno torej, scenografijo, ne, sej je jasno, ne, torej tisti nered je globoko simbolno znotraj, ne, vi vidite papirje odvržene, ne, torej kot ena stavka, ki je v kakšnem zapuščenem mestu, ne, ampak od zunaj se pa vendarle vse sveti, ne, se tudi to je globoko pomenljivo, ne. Sej niso vsi anahronizmi enako nemogoči. Ne, nasprotno, nekateri so bolj resnični kot resničnost. Ja, bi bilo fino, če bi še kdo kakšno mnenje o tem filmu nama povedal, ker mislim, da je vreden in gotovo je še kakšen pogled. Ja, veste, na Zahodu je tako, da če
nimam kaj reči, je to tako slabo, ker da nimam kaj reči. Pri nas je pa nažalost to največje priznanje, ne, torej filmu seveda. Kvaliteta enega filma, potem je to najboljši film, ker do zdaj smo imeli vedno eno debato, ampak jaz mislim, da je bil film zelo dolg in da je mogoče to razlog, da ni. Ta odnos je bil med njim in njo, ženo zanimivo. Ko je ona pravzaprav bolj sidrala in tako in mu tudi neke istočnice dala, ki se tem on pravzaprav uresničil. Ja. Se mi zdaj tako, s tisto svojo žensko. Da je bila ona globoko peta v svojo družino, pa doživljanje, pa kako je on potem razložil, kako je on tudi človek, kako čuti za tega svojega sina, da je bilo tudi to filmsko krasno prikazano. Ja, ampak se to je tudi recimo velika tema, ne, se imate tudi v slovenščini od Prestonov romansirano biografijo, ne, Ljubezen je večna, ne, pravzaprav o njunem odnosu, ne, torej Lincoln in njegova soproga, ne. To je bil precej kompliciran odnos, ne, mogoče, kaj s tem, če bi en srednji Evropejec delal ta film, bi bilo tukaj težava, ne bi bil to prav freudistični film lahko, ne, mislim, ker ona je v resnici imela hude psihične težave, torej tudi očitki so bili zelo hudi njemu. Zdaj, tukaj je pa seveda prikazano tudi, da je večplastna, ne, torej je povedano to, kar se je dejansko dogajalo v njihovi družini, kolikor pač lahko vemo, je pa seveda prikazano tudi kot upora, ne, in seveda si je težko predstavljati, da bi drugače seveda bilo, ne, ampak po drugi strani pa, ko ona tega senatorja tam zadržuje mimo etikete pravzaprav, ne, je pa tudi, ja, je pokazano, ne, pravzaprav, kako se ona uzurpira oblast, ne, pa če ste pogledali, ne, sej črnci že nekak, ampak celo ženske bi potem, ne, to in tist tam nastane največji hrup, kje je zdaj meja, ne, in da so bili predsodki in v resnici so bili taki, ne, čeprav verjetno nikjer tako zelo močni kot v srednji Evropi, ne, pač so zobljeni posebni razlogi za to proti ženski emancipaciji, ampak zdaj, jaz pa razumem tudi, zakaj je v filmu to tako prikazano, ne, ker potem se še toliko bolj vidi njena vloga, ne, je poudarjena, ne, vsej verjetno, da takega verjetno, da glavni problem v Združenih državah emancipacijski je vendarle bil, torej emancipacija Afroameričanov, ne, torej če bi 13. amandma govoril o lepšem spolu, verjetno vojne vse ne bi bilo. Ja, o tej emancipaciji ena najbolj takih zgodb, ki sem jih jaz prebrala, je bila v enem intervjuju, ki ga je dal Ray Charles, slepi pianist in pevec, ki je rekel, da je v začetku svoje kariere, pa moramo se zamišljati, da je slep, vedno gledal, da je bila nekje v bližini ali na odprto okno ali na vrata, kamor bi lahko zbežal, če bi ga napadli, ne. To je v času, v našem času, to je danes, to je zdaj, ne, praktično, ne. Tako da ta stvar, to je res tako velika stvar in pravzaprav No, ampak, gledajte, če pogledamo recimo uvajanje osnovne šole pri nas, uzakonijo Marija Terezija, ampak da to dejansko postane za vse, da tudi v Istri pošiljajo hčerke v osnovno šolo, pa to šele po 100 letih, ne,
In mentaliteto je daleč težje spremeniti ali dopolniti, karkoli drugega. Vi lahko ljudi hitro navadite na neke tehnološke spremembe, tudi zakonske, pač izpolnjujemo formularje drugačne obrazce, tudi barve, ne, in tako dalje, drugačne. Ampak vendarle, ne, da se pa v glavah kaj spremeni, ne, to je pa seveda veliko del traja, ne, in zdaj mislim, da tudi veličina tega filma je v tem, da je prikazano ne samo to, da imajo navadni ljudje težave, da imajo tudi ti, ki krmarijo ship of state, ne, da oni niso pač nič drugačni, ne, v tem smislu, ne, ampak se ne vejo, ne, in to je tudi dobro pokazano, samo, gledajte, to je težko izpovedati, mogoče z besedami bi šlo, ampak pravzaprav je z malo besedami, ne, jaz mislim, da je boljš in močneje s tisto hojo, ali pa še z marsičem drugim, ne, če. Ja, zdaj, če ste opazili, ta hoja je morala pasti marsikomu v oči, ker v tej danski nadaljevanki, ki jo verjetno gledate ob nedeljah zvečer, Oblast, in mogoče ne, je ta predsednica... Ne, jaz nimam televizije, gospa. Predsednica danske vlade, ne, v teh situacijah vedno jo slikajo tako kot Lincoln skrbno pa roke. Skrbno in roke. Tako da mislim, da je to zdaj, da bojo ti PR-ovci te stvari malo pograbili in moramo biti vedno napreži, da ne bomo v vsakem oblastniku, ki ga bomo skrbne strani videli, mislili, da kaj razmišlja. Ja, bravo. Ja, to je res velika nevarnost, ampak je pa res, ne, da tudi sodobniki ne, so opazili to, recimo, nenavadno hojo, ker do takrat so ameriški predsedniki bili uglajeni, ne, torej vendarle so izhajali iz vzhodne obale, severnega dela in tako dalje, ne. Ta je bil pa od drugod, ne, in je bil tudi seveda ponosen na to, da je bil prvi, ki so ga kandidirali, so bili drvarji v njegovi zvezni državi, ne, in se je tudi nekaj časa reklamiral kot kandidat drvarjev za predsednika Združenih držav Amerike, ne, in seveda za njega bi bilo tudi globoko pomenljivo je tisto z rokavicami, ne, torej, zdaj, jaz ne vem, kako je v angleščini ali pa ameriški angleščini, če tudi poznajo frazo delati v rokavicah, ne? Ampak vsaj pri nas, ki jo poznamo, je tudi tisto zelo pomenljiva, mislim, zelo povedano, ne? Gre za človeka, ki dela direktno, gre za človeka, ki kljub temu, da je marsikakšno, torej lumparijo zagrešil v danjem teku filma, ima čiste roke in ni mu treba nič v rokavicah, neposredni, je takšen, je on. Ja, eno uro smo že ostali, tako da mislim, da na televiziji bi nam že zdavne čugasi kamer vrnise. Tako da jaz se vam zahvaljujem, da ste toliko časa ostali z nami, vam pa seveda, da ste nam svoje bogato znanje, da ste ga delili z nami. Hvala.